Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili na Kras, natančneje v Sežano, kjer začenjamo 7. krog prve lige Telemach. Tabor pa na svojem stadionu Rajka Štolfe gosti ljubljanski Bravo. Kar se tiče forme obeh ekip, morda celo presenetljivo, da je Tabor tole tekmo dočakal v boljši podobi, predvsem rezultatsko, kajti varovanci Dušana Kosiča so 4 tekme zapored neporaženi. Pa zdaj Jakšič z dovolj prostora za podajo v kazenski prostor. Tole je lahko nevarno. Štor je zgrešil žogo, Kali potem odbija, toda še je lahko. Jakšič, Kramarič, spremlja ga Korošec, Kramarič z odlično rešitvijo. Marožin podaja v kazenski prostor, Kurtovič, gol! 1:0 za Bravo. 6. minuta, ekspresno so zdaj Šiškarji povedli. Tule sem kar spremljal, kam bo letela tale žoga, na koncu pa se je od prečke odbila v mrežo Tabora in Bravo vodi z 1:0. Marožin podajalec, Almin Kurtovič pa ostaja edini strelec Brava v tej sezoni, tokrat je zadev z glavo. Ajde malo, ajde! Zbudi se! Zdaj na prejšnji tekmi, zbudi se! Kali išče kljuna, Kociča, pa Stankovič. Stankovič lahko tule išče celo zaključek, lepa poteza Stankoviča. Čakš proti Kociču, Kocič in Stankovič. Stankovič gre po tole žogo, toda Ljubej Fink pravočasno iz vrat. Manj se bo razumljivo mudilo varovancem Dejana Grabiča. Kurtovič zdaj pošilja žogo naprej, pa Kramarič. Še enkrat Kurtovič. Kurtovič lepo proti Kramariču, priložnost in gol! 2:0 za Bravo, krasna akcija je bila tole. Šiškarjev podajalec Kurtovič, ki je golu zdaj dodal še asistenco. Kramarič pa prvič v tej sezoni v polno in tudi sami ste lahko videli. Odbil je potem Kuao, do žoge Kali. Pa potem Nsana in Jakšič. Nsana, gol! Krasen zadetek Simona Nsanaja in tekma je v 69. minuti zelo verjetno odločena. No, danes pa je Bravo nadoknadil tisto, kar je zamujal na uvodu v sezono. Zadev je tudi Simon Nsana in Bravo torej vodi s 3:0. Zdaj morda, ko je Kramarič našel Štora! In tule je tisto, o čemer sem se spraševal pred nekaj trenutki. Tudi sami ste videli tole jezo pravzaprav na obrazu Luke Štora, ampak ta jeza je zdaj seveda pozitivna, ko je napadalec Brava dosegel svoj prvi gol. Je Gomez spoznal, da tudi v slovenski ligi kar takole do priložnosti ne bo prihajal. Še posebej ne, ko ga bo zaustavljal Jakšič. Zdaj pa je Ovsenek igral z roko, Ovsenek, ki že ima rumeni karton. Tole mu je spodrsnilo in konec je tekme za Žigo Ovsenka, ali pa tudi ne. Tole je zdaj bila precej zanimiva situacija. Ja. Na koncu z malce zamika Matkovič, vendarle z odločitvijo, da mora Ovsenek z igrišča, zdaj se drži za glavo, seveda branilec Tabora, kajti to je še dodatna težava. V 2. minuti dodatka spodrsnilo mu je tule, potem pa je instinktivno skušal vse skupaj reševati takole z roko pred Šaraničem. Tu seveda dvoma ni. In sicer še potrditve, kaj točno, zdaj pogledamo. Ja, brez rumenega kartona, direktni rdeči karton. Zdaj se Ovsenek čudi, ampak tu je zdaj potrebno seveda slediti povsem nogometnim pravilom in postopkom. V tej luči je tale odločitev pravilna, zdaj kolikor je to v neki nogometni preprosti logiki, ne bom presojal. Po
koncu tekme v naši družbi Dušan Kosič, niz neporaženosti je prekinjen, zdaj verjetno je težko takole na hitro poiskati razloge za tale današnji poraz, ampak kako ste vi videli tole tekmo? Ni težko, bi rekel, dobra porcija. Mogoče so na zadnje tekme nekako zavedle, dvignile. Tekmo smo šli zelo medlo, Bravo je na drugi strani iz težkega niza bil in to se dogaja v športu. Skušali smo to preprečiti, ampak sama tekma je pokazala, da so prav naši prvokategorniki, ki so zgledali na zadnjih 4 tekmah dosti dobro, smo šli za nijanso premehko igro in Bravo je to enostavno bil suveren, dosegel hiter gol. Kasneje smo se vrnili nekako v igro, priigrali si par priložnosti, tudi tega nismo izkoristili in potem je šla tekma v drugo smer in na koncu je prišlo do nekega razpada. Bravo je zelo enostavno znal to kaznovati in kaj reči, šola nogometa za nas, probali se bomo resetirati, pozabiti, nismo mogli v 7 dneh pozabiti igrati, ampak Bravo je enostavno dosti demonstriral, kako moramo mi pravzaprav igrati. Vseh 10 fantov se mora boriti in biti kvalitetni v podajah. Moramo iskreno priznati, da je Bravo zasluženo zmagal in dobra šola za nas in seveda bo treba tudi ekipo resetirati, da se bojo borili vsi za prvo ekipo in dali tisto, kar so tudi na prejšnjih 4 tekmah. Gospod Kosič, najlepša hvala in srečno. Po koncu tekme v naši družbi Dejan Grabič, pred tekmo ste dejali, zdaj 4 tekme, ko stvari nekako niso šle v vaš prid, čeprav bi lahko. Danes pa se je zdelo, da je vse šlo nekako tako, kot ste si zamislili. Verjetno najboljša tekma Bravo v tej sezoni, to se boste verjetno strinjali. Kako ste vi vse skupaj videli? Danes se nam je poklopilo vse, ampak ključna stvar, ki se nam je poklopila, je bila ta neverjetna energija in taktična disciplina naših igralcev. Ker tako mlada ekipa, ki je v tako težki rezultatski situaciji in 4-krat zaporedoma izgubi z 1-0, je spet pokazala karakter, ker mi pri skautingu oziroma nabiranju igralcev smo najbolj pozorni prav na to in zdaj že ne vem nič kolikokrat so to dokazali. V stresnih momentih, takrat, ko nam gre dobro, ne popuščajo in to je njihova zasluga, no, da so držali to energijo in da so se presegali na vseh nivojih danes. Bravo je letos prvič v tej sezoni oziroma po dolgem času pravzaprav, ko je povedal, res mirno držal tekmo naprej. Znova deloval v obrambi, tako kot smo vajeni, bil potem hitro spet nevaren v protinapadih. Verjetno, ko boste vse skupaj analizirali, bodo to stvari, ki jih želite ponavljati skozi sezono. Mir nam je dala taktična disciplina, ker mi nismo odstopili od tega, da v nekih zapletenih situacijah kompliciramo in igramo, podajamo žoge v duel. Podali smo jih tja, kjer se je odpiral prostor in ker smo bili tako vztrajni v tem, smo vedeli, da bomo slej kot prej prišli v naš ritem in ne pa si ga rušili s tem, ko bi generirali njihovi protinapade. To, kar je bila največja nevarnost današnje tekme. In se pravi, ta taktična disciplina je odločila, plus energija, plus odrekanje soigralcev v klubu. Zdaj še tole me zanima, Gal Lubej Fink je debitiral lani na tem igrišču, zadetka ni prejel, danes pa ste mu spet ponudili priložnost. Je to morda tudi neko vraževerje, pogled nazaj ali je to enostavno nagrada za dobro delo na treningih, ki jo je seveda spet zgrabil z obema rokama? Ne, vraževerni nismo. On je v zadnjem obdobju je ujel neko formo in najtežje je menjati vratarja in to je bila težka odločitev. Izkazala se je pa za pravilno, ampak ko smo upoštevali vse to, kar mi mislimo, da je pomembno pri vratarju, se pravi, je v tem trenutku bil v boljši formi in smo sprejeli to tveganje, da kljub mladosti, da dobi tako odgovornost in jo je fantastično tudi opravil. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v naši družbi še Janko Privec, zanesljiva, kot pravi trener Kosič, tudi zaslužena zmaga Brava. Kje ste nekako vi videli glavne razloge za to, da je bil Tabor ne nazadnje danes res toliko slabši nasprotnik? Nažalost ni prva tega, ki se nam zgodi, da začnemo slabo. Danes smo bili zato tako na začetku kaznovani. Proti Radomljam rečemo, smo igrali prvi polčas zelo dobro in pol drugi polčas padli in nažalost nadaljevali ta polčas iz Radomlja v to tekmo, tako da nismo se mogli pobrati po tistem golu in drugi polčas dobesedno razpadli in nažalost je odraz bil danes 4-0 ali pa
bomo naredili, da je bilo to na srečo, ker da nam da to neko lekcijo za naprej, da se to ne zgodi več in da gremo, da potegnemo najboljše stvari iz tega in da vemo, da ne smemo razpadati se in da gremo naprej v tekmo in probamo izenačiti. Najlepša hvala, Sreč. Hvala. Po koncu tekme v naši družbi Martin Kramarič, zelo pomembna zmaga za Bravo, vemo, 4 zaporedni porazi, zagotovo se ni lahko nekako pobrati, danes pa nek povsem nov obraz Brava. Kaj je šlo danes tako zelo prav? Mislim, da predvsem, da smo v obrambi zdržali brez napake, kar nas je prejšnje tekme stalo. Vedeli smo, da v napadu nam bo steklo vse prej, danes se je pač odprlo, ampak mislim, da ne smemo biti zadovoljni, ker treba to zdaj držati. Kako pomembno je tudi recimo za vas osebno, vemo, na začetku sezone ste imeli nekaj težav s poškodbo kolena, da ste se zdaj ne samo vrnili v ritem, ampak vrnili tudi na listo strelcev in podajalcev? Ja, počasi se vračam, tako da vsak gol pa asistenca je dobrodošla, tako da gremo naprej. Najlepša hvala, Srečno.